Nahajava se v vasici Tihani, madžarski biser na obali Blatnega jezera. Zelo lepo ohranjena vasica s starinskimi hišami, vse polno stojnic, lokalov in restavracij in seveda tudi vse polno turistov. In če pridete v bližino Blatnega jezera, vam priporočam, da to vasico obiščete vsaj enkrat. Prav pa še tako malo senčko sedeti. Ja, prav super je. Ker kar nabija sonce. Vroče je, vroče. Kaj se nam? Čin. Midva sva se ustavila v enem prijetnem lokalu na kozarc limonade. Ta, na primer, je z dodatkom sivke, kajti sivka je na vsakem koraku, kar se vidi tudi po različnih izdelkih na stojnicah. Zelo dobro. A Balaton kékje felett a domblankáján áll egy falu, hol az idő lassan lepereg. Tihany, ékszer az ezred év múrtján, hol a szél suttog halk régi meséke. Danes sva za kosilo naročila langoš. To je ena taka priljubljena madžarska jed iz ocvrtega kvašenega testa. Naredijo ga s česnom, kislo smetano in pa naribanim sirom. Najboljše je pa seveda topo. Ampak tako je nasiten, da lejte, koliko sem pustila. Sedaj po kosilu pa se grem napast oči po teh čudovitih stojnicah. Povsod, kamor pogledam, diši po tradiciji. Trgovci ponujajo čudovita oblačila in ročno vezene prte ter predpastnike z motivi sivke. Sprehod me vodi mimo unikatnih keramičnih posodic z vijoličnimi poslikavami in pravi užitek je že samo občudovati to domačo umetnost. Izbira je res bogata, od naravnih mil in dišavnic do raznih domačih pijač. Sivka je tukaj resnično kraljica, saj jo domačini znajo vplesti v prav vsak izdelek. V vitrini me skoraj premami še sladoled z okusom sivke. Ker pa sem se ravno prej osvežila z limonado, ga tokrat pustim le za oči. Zdaj greva pa po en med iz sivke za zajtrk. No. With card? Yes, with card, please. It's 7,500 forints. Köszönöm. Bye. Za med sem dala skoraj toliko, kakor za 2 langoša. 2 langoša sta bila nekaj čez 8,000 forintov, medtem kakor tale med je bil pa 7,500. Dobro me je upalo, zdaj bom preverila, koliko evrov je to. Je pa Tihany znan po svojih poljih sivke, ki so jih tukaj začeli gojiti že pred skoraj 100 leti. Posebno podnebje ob Blatnem jezeru je idealno za rast sivke, zato je postala simbol kraja. Tukaj imate pa možnost sivko sami nabrati in se odnesete domov in naredite kak izdelek. Madžari nimajo morja, imajo pa čudovito Blatno jezero oziroma Balaton, ki mu ponosno pravijo kar Madžarsko morje. To je največje sladkovodno jezero v srednji Evropi, ki je dolgo skoraj 80 km
in je pravi raj za sprostitev. Od vožnje s čolnom ali jadranja, ob obali pa do lenobnega plavanja v njegovi plitvi, topli vodi. Torej, tukaj je popoln kraj za pobeg od vsakdana. Amikor a nyár kijönti meleg fényét, a mezők lila bársonybe öltöznek, a levendula illata a paradicsom képét idézi, mi a vándor szív. Vam povem, da tako paše v tej vročini, ker prav ne veš, ali bi se dal v vodo, ali bi se skril v senco, ali bi šel kam pod klimo. Zelo paše. Vroče je, da se ne da povedati. Kljub temu, da je ura 6 popoldan, še vedno fajn kuri in ko greš skozi ta vodomet, se počutiš kot otrok in je prav fajn malo osvežitve. Hello. Two Kurtosh kalacs, please. Vanilla, Aha. cinnamon, guana, Nutella, pistachio, Ah. gerbo, dobos, Ah. and these appetizer. Aha. Okay. This one, Dios. Okay, And one Zerbus. okay. Danes sem si za sledico prvošla kurtoš. To je eno tako tradicionalno pecivo iz kvašenega testa, ki izvira pravzaprav iz Transilvanije. Testo navijajo na val, ga posujejo s sladkorjem in spečejo, da dobi tako značilno zlato skorjico. Zaradi oblike mu pravijo tudi dimniški kolač. Najboljši je še topo, ko zunaj prijetno hrustlja, znotri pa ostane mehak in puhast. Tega naredila prav zame in ga je tudi prav lepo predstavila, kako se ga naredi. Na žerjavici ga peče približno 5 minut, ko se obrača koražnič, tako da, kaj čem reči, te prava kurtoš legenda. Za 2 kurtoš kolača sem dala 22 evrov. 2 evra sem mi dala pa napitnine, ker je bila tako prijazna in mi je dovolila, da sem jo lahko snemala in posnela celoten postopek, kako ta kurtoš naredijo. Ker to je bila res taka domača priprava in lahko vidimo, da je res z rokami narejeno. To je tako dobro. Jöjjön kizsányokat. Madárban a fejükben. Madárban a tüzéket. Fantastično. To bi bilo za ta vlog tudi vse. Hvala za vašo pozornost, bodite fajn, pejte tudi vi na kak sprehod in pa se vidimo kmalu. Čau, čau!